Današnji dogodek je izjemnega pomena. Gospa Tatjana Kolenc nas je povabila na projekt Lahko si. Bomo si malo več izvedli o možnostih vseživljenjskega učenja. Ker želimo res nekaj narediti na tem medgeneracijskem sodelovanju, da zbrskamo, da pokažemo, kako bogati so ti ljudje, starejši odrasli, kot jim rečemo, in da jih še majčkeno bolj mogoče zaktiviramo, da jim pokažemo, kaj je vse mogoče. Projekt Lahko.si se nanaša na ozaveščanje za vseživljenjsko učenje. V roku 5 let bomo naslovili celotno populacijo v Sloveniji. Vsako leto pa se obračamo na eno določeno ciljno skupino. In v letošnjem letu so to starejši odrasli, 65+. Spodbujamo, da se ljudje vključijo v vse oblike izobraževanja, naj se bojo formalne, neformalne, priložnostne in na ta način obogatijo svoje življenje, zvišajo tudi zaposljivost in na splošno pač si polepšajo vsak dan. Jaz namreč nimam televizije in berem. Potem stalno hodim v hribe, sem prostovoljka, spremljam slepe in slabovidne v hribe, hodim stalno na izobraževanje, še posebej Cene Štupar. Zdaj recimo obnavljam znanje jezikov, hodim na konverzacijo ruščine, italijanščine, angleščine, hodim na petje, hodim na plese, pa še cel kup stvari, no. Jaz pa že nekaj časa veliko berem, športam, pripravljam se na maraton. Ne? Tudi včasih gremo Skupaj hodimo v hribe. To, kaj še delamo? Seveda, vrtnarimo, izobražujemo, treniramo možgane pa in telo, ne, to delamo, ne. V naravi smo predvsem, v naravi. Res, to te ohranja mladega še naprej, da skozi širiš svoja znanja in poznanstva in da si odprtega uma. Pri tem pa tudi pomaga, da smo pozitivno razpoloženi, da tudi se znamo nasmejati, ker ko smo v pozitivnem razpoloženju, vidimo več in smo bolj odprti do okolja in bolj odprti za učenje. Tako da, živelo vseživljenjsko učenje. Zdaj sem že v zrelem obdobju in izredno cenim to svobodo, ki jo imam, ko me noben ne komandira, staršev ni več, otroci so odrasli, vnuki se tudi nekako znajdejo in imam končno čas zase, za svoje hobije in zlasti za druženja. Zelo so mi všeč različni ljudje, različni gostje z različnih profilov in grozno mi je všeč energija, ki jo zlasti gospa Tatjana širi okrog sebe in ki je prav nalezljiva za vse. Če si dovolimo, da se naši možgani polenijo, če jih torej damo preveč, kot rečemo v pogovornem jeziku, na off, takrat, ko nimamo več rednih službenih obveznosti, to pomeni, da bo do možgani kot naš pomemben organ začeli postopoma usihati, pojenjati in to zagotovo ne vodi v pravo smer. Če pa bomo skrbeli, da jih bomo krepili, ohranjali v dobri kondiciji, tako kot naše ostale mišice, potem nam bodo pa dobro služili in bomo na ta način ohranjali visoko kakovost življenja vse do pozne starosti. Jaz mislim, da je tukaj konsistentnost zelo pomembna in da razumemo, da je inteligentnost ima več faktorjev, to se pravi, imamo verbalni, imamo glasbeni, imamo prostorski, imamo interpersonalni, analitični, matematični in tako naprej. In v bistvu je zelo pomembno, da vsak dan vsaj 15 minut delamo z možgani. Se mi zdi, da je to osnovna in sicer mora vseh teh faktorjev, ki sem jih naštel, plus telesna aktivnost, dati tisto neko osnovo, na kateri potem lahko razširimo obzorja, dobivamo neke nove informacije in tako naprej. Vse življenje sem si želela naučiti en inštrument, vendar prej ni bilo možnosti in zdaj pred kratkim sem našla učiteljico, ki me poučuje tamburico in si želim dobro naučiti, da se bom priključila kakšnemu bendu, ker si želim igrati tudi tako za veselje, ne. Tega ne znam povedati, ampak lahko pa povem, da so bili res
sem presenečena, kako so bili zelo sodelovali, ker moj del, ki ga poskušam prenesti, je ponavadi tisto, da so aktivni, da sodelujejo, da se zaktivirajo, da so dejansko fizično tudi aktivni in mi je bilo zelo lepo fajn videti, no, kako so sodelovali, kako so se nasmejali, kako so bili zelo aktivno vpleteni v to, kar sem poskušala podeliti z njimi. Vaš nastop je bil fantastičen. S čem pa je skrivnost? Pred vsakim nastopom, ki ga imaš, moraš biti predvsem točen. Torej, da te ne čakajo in prideš prej. In ker prideš prej, se lahko z ljudmi pogovoriš, zveš kaj novega in tako se pripravim. Pravzaprav je najboljši tisti nastop, ki ti ga ponudijo ljudje, dvorana, njihovi odzivi, vse to, kar ti povedo, ker to lahko vključiš. Če si pa ti kot nek robot, vse doma pripraviš, te pa nekaj preseneti. Tako, kot me je danes presenetilo, da sem tako pozno na vrsti in se mi zelo mudi. Vedno se moraš prilagoditi. Mislim, da je zelo pomembno. To res dela možgane gibčne, mislim, da je tudi na nekem od napisov tle, ampak to dejansko drži. Meni se zdi čudovito, da se v resnici pogovarjamo o tem, da je radovednost tisto, kar nas dela žive, da je ustvarjalnost tisto, kar se ne postara in da v resnici v glavi nikoli ni treba iti popolno. Ja, vse bo zelo zanimivo. Smo slišali zgodbe nekaterih ljudi, ki so povedali, kaj so delali v življenju, ko so bili še aktivni in kaj zdaj delajo, ko so upokojeni. Taki dogodki so pomembni, da pride do medgeneracijskega povezovanja. In v bistvu ta moja duhovna praksa je, da zjutraj postanem, pa si naredim kavo, vzamem svinčnik in papir in v bistvu narišem eno mandalco, sploh če sem kaj sanjala. To je v bistvu po Karlu Gustavu Jungu, v bistvu na ta način svoj notranji svet zinterpretiraš na papirju. Jaz delam z ženskami v pokoju na Centru aktivnosti družine. Imamo likovno skupino, kjer delamo preko neurografike, ravno ta način, ki sem ga sedaj opisala. Ja, današnji dogodek se mi zdi izjemno koristen. Mislim, da smo dobili veliko informacij, da smo veliko se naučili in da so to stvari, ki so potrebne. Zlasti za nas starejše, da tudi povemo, kako smo aktivni, kaj delamo, kako še, se izobražujemo in tako naprej, tako da je res zelo pozitivno. V tem obdobju je najboljše, da poslušajo svoje srce, kaj so pravzaprav zamudili v aktivnem obdobju in bi lahko zdaj nadoknadili. In naj si to željo izpolnijo, ker potem bojo veliko bolj srečni in zadovoljni in če se le da, naj si poiščejo nekaj takega, za kar imajo možnost v svojem kraju, kjer pač delujejo. In danes smo prišli podpreti našo sočlanico Tatjano, ki nam je priredila en čudovit dogodek. Hvala, Tatjana. Članice društva FAM se podpiramo med sabo, obiskujemo dogodke, ki jih organizirajo naše članice. Tatjana je itak naša zelo aktivna članica, društvo FAM zelo podpira tudi skupno srčnega mentorstva. V okviru društva FAM smo uvedli tudi kot eno mentorstvo oziroma FAM sopotništvo, s katerim olajšamo novim članicam vstop v društvo. Všeč mi je bilo, kako so starejši ljudje predstavili svoje izkušnje v teh letih, kaj se jim novega dogaja, kaj bi še. Potem všeč mi je bilo tole spremljanje mlajših, ki so tukaj. Všeč mi je bilo vsi ti predlogi, recimo na kak način bi si mi starejši lahko izboljšali to življenjsko obdobje. Jaz mislim, da mi, te, ki smo tukaj, da smo se že precej naučili in da precej živimo iz tega področja. Sicer smo danes slišali tudi nove predloge in tako da vsako tako druženje pa srečanje s takimi gosti je zelo, zelo pomembno.
Ampak moj predlog bi pa bil, da se mogoče na nek način pride še do tistih, ki so manj aktivni, ne? Da se jih pouči o tem, kako lahko postanejo čisto na preprosti način aktivni, da samo skozi vrata vam stopijo in najdejo en kup neke ponudbe za celo brezplačne, zelo velike tudi brezplačne stvari zdaj, ne? Zato, da si aktiven, da ne zaspiš doma. Prepričana, drugače je se malo izoliral, ne? Odkar je zbolel, pa ne more več v hribe in je bil tako nesrečen in se izoliral. In se rekla, danes moraš iti in sem mu povedala, katera predavanja in pa je videl Mojca Fatur, je rekel, obožujem Mojco Fatur, ampak tudi ostali so super vsi, ne? In zato je šel. Mojca ga je najbolj pritegnila, no? Ja, hvala vam. Ko si skupaj, da ta energija teče, to je to. Jaz obožujem take dogodke in sem nadvse srečna za povabilo, ker moje srce res zaigra, zapleše, ko se začne skupnost povezovati. In mislim, da je res pomembno prav v tem smislu, da gradimo skupnost, da smo drug za drugega tle, da podelimo sebe, svoje talente, da se učimo biti pač drug za drugega tukaj. S česa pa začeti učenje? Nekaj čisto malega, pa najprej se tudi spomniti, v bistvu, kako je bilo, ko so že enkrat se nekaj novega naučili, pa vedno koga vprašati, mogoče nekoga z izkušnjami, ali z nekom podeliti. Niso mogli verjeti, da pri teh letih upravljam recimo to, kar so videli, da sem sproti fotografiral, pa snemal, pa v bistvu sproti tudi objavljal, kako se da in na kakšne načine živeti, ko si upokojen. Ker takrat je potrebno, da na novo strukturiramo čas. Treba je postaviti nov urnik, treba se je vprašati, kaj bom delal, kaj me zares veseli. Skratka, znajdemo se v nekem praznem prostoru, ki ga je pa treba napolniti. Taka srečanja, kot je to, se mi zdijo koristna, ker ljudi moje generacije ali pa malo mlajše, ampak tiste ljudi, ki se ali upokojijo ali zaradi kakšne nesreče, padejo v novo življenjsko situacijo. To je treba čisto na novo vse skupaj postaviti, ne? Imamo pa pred sabo eno zelo pomembno nalogo, ki se je danes še posebej izkristalizirala. Namreč danes so tukaj z nami tisti, ki želijo biti aktivni, ki se želijo družiti, ki želijo še nekaj ustvariti. Naš cilj pa je, da naslednjič pridejo tisti, ki zdaj ostajajo doma in imajo 1001 izgovor, zakaj ne grejo ven, in skupno pomočjo, tudi s pomočjo teh, ki so danes tukaj, mislim, da nam bo to v kratkem uspelo.